Dober dan, hišne preiskave, ne, mava spet. Termoelektrarna Šoštanj 6. Zgleda spektakularno, pa hkrati ne prav zelo presenetljivo, pa kot se zdi, se stvari sestavljajo, ampak kar mene bega, ne, da se sestavljajo do višine 1% oškodovanja. Ne. Pred kratkim smo slišali za ovadbo, ki govori o 200-milijonskem oškodovanju. Ne. Zdaj policija med zadnjimi hišnimi preiskavami skuša locirati oškodovanje, a tam, dajmo reči, plus minus 2 milijona ali pa 800 tisoč ali pa ne vem koliko. Ne. Pravi, malo sestavljajo. Ampak tako se mi zdi, ne, da zdaj post festum nekako vendarle prihajajo na plan dokazi za tisto, kar smo slutili 4-6 let, pa tega nismo mogli zares dokazati. Ne. Večkrat slutili, smo tudi napisali. Napisali smo, da slutimo, ja, ampak dokazovati nismo mogli. Dokazovati pač ne moreš, ampak... Oziroma lahko smo tuhtali o tem, a je smotrno ali ni smotrno v času omejevanja izpustov toplogrednih plinov postavljati elektrarno na premog. Spraševali smo se, je smotrno 600-megavatni blok postavljati v času, ko ni jasen, ali je premoga za 15, 20 ali 40 let in tako naprej. Ne? Pa malo smo vedeli, da se je na veliko lobiralo okrog političnih strank. Faktorjev, vlad, takih in drugačnih. Ja, pa kakšen politični faktor je zaradi tega, ker se s projektom ni strinjal, tudi bil... Je odletel. Je padel v medijski tuš, pod medijski tuš. In to je bil Golobič. Golobič, ne. Recimo je verjeten, ne, veš, ta arhitektura TEŠ-6, ne, je oltar, na katerem je bil on zaklan, ne, pa zažgan. Ne. Pa še eno stvar vemo, ne, da je, ko so govorili o šaleškem lobiju in vse tako naprej in tako nazaj, ne, tam noter se je zgodila velika koalicija voljnih, ne, tako kot pri avtocestnem križu. Zelo analogno. No, in to je tista velika svinjarija, ki je zadnja od velikih svinjarij v Sloveniji in upam, da bo zdaj za večno konc, ker takrat je bilo tudi jasno, da ko bi TEŠ-6 nehala biti molzna krava, ko bi crknila, ne, ker ne bi več mleka dajala, da bi iz nekaj podobnega naredili za drugi tir, železniški tir do Kopra. Ampak ta trenutek se zdi, da je to smiselna investicija in da bi jo težko izmaknili nadzor Evropske unije, ki bi bila verjetno eden večjih investitorjev tudi, ne, domnevam. Ali pa sredstva bi bilo možno počrpati, ne. Ne, mislim, zdaj tako, ne, veš, da meni se vedno bolj dozdeva, ne, veš, da tiste investicije, ki so mednarodne, so nadzorovane. Do neke mere zagotavljajo večje nadzorstvo, ne. Ja. Ni pa to seveda 100% jamstvo, ne, ampak morda so ti mehanizmi nekoliko bolj zaostreni, pa nekoliko manj tovarišijski. Ne, ja. Pa še en odtenek Rotnika, ki je zdaj pač bil priprt, ne. On je kandidiral za SLS, če se jaz prav spomnim, ne? Se mi zdi. Zdaj? Se mi zdi. Mislim, ne zdaj na zadnjih, lokalnih, ampak na državnih. Pred časom, ja. Pred časom je bilo, ne na zadnjih. Medtem ko človek, ki je vodil, ne, TEŠ pred nekaj dni, ne, je pa član občinskega odbora Velenje, ne. SLS? SD. Ne? No. Protagonist v vladi v času, ko bi se dal zadevo še zaustaviti, je bil finančni minister Križanič, SD. Vendar, če greva veliko koalicijo naprej razčlenjevati, holding Slovenskih elektrarn v trenutku, ko je projekt bil pognan, je vodil pokojni Jože Zagožen. V velikem slogu pognan.
SDS. Ja, takrat so dobili veliko zeleno luč v bistvu. Takrat je bila zelena luč prižgana, ne, bi se pa dal projekt z določenimi stroški, ki bi bili pa še vedno obvladljivi, abortirati v obdobju 2008-2011 oziroma zdaj točnega datuma, dokdaj bi se lahko ročno zavoro še potegnili s stroški, seveda. Ne znam na pamet, ampak to na vladi se ni zgodilo. Ja, to je zdaj diskutiralo, zakaj. Ni pa spet če smo pa pri stranki zares, pri kateri smo začela. Človek, ki bi pa tudi lahko potegnil ročno zavoro in je prihajal iz stranke zares, je pa tedanji gospodarski minister Lahovnik, ki pa tega ni storil. Lahovnik pa po naključju se govori, da pripada šaleškemu lobiju. Se to je verjetno tudi eden od razlogov, zakaj so se razšli z zaresom, čeprav razumem. Zagotovo tudi zaradi tega. Ja. Ampak zakaj so to temo danes vzela v vizir? Vzela so jo verjetno zato, ker hočejo s tem nekaj več povedati. Ne samo, kaj se je zgodilo, to se itak dogaja na ravni kriminalizacije, ampak kako Slovenija funkcionira. Ker istočasno, ne vem, če vzamem samo na eni strani to koalicijo voljnih, to voljnost, ker si SDS in SD tako bratsko lahko podate roke, ker pride do izmenjave interesov, in na drugi strani tam, ko se je ta teden zgodil, kjer SDS-ova ali pa ta odbor 2014 na veliko demonstrira pred hotelom Union, samo zato, ker se tam dogaja neki forum 21, ta razlika mi deluje strahovito perverzno. Na en stran popolna nenačelnost, na drugi stran pa tista harakiri načelnost, ki je v bistvu že popolna neumnost. Se pravi, imam vtis, da nekdo proizvaja sovraštvo v Sloveniji zato, da bi prikrival mafijske navezave. Ne vem, boš T6, recimo, prej pa Cestni križ in pa sodelovanje tudi v teh velikih zgodbah, ki so šle tudi preko T2, preko Rasti, preko Zvone 1-2 in tako naprej. Nekako to dokazujejo. In seveda pravo vprašanje je, ali je danes, ko imamo novo vlado in ko smo v nekem skoraj da programu trojke, skoraj da govorim, ker nismo, ampak ali je ta logika zdaj presekana ali ni presekana. Mislim, da je to osrednje vprašanje. S tem. Ali se pogovarjamo zdaj o preteklih stvarih, ali se pogovarjamo o še aktualnih stvarih. Mislim, zdaj tako, v trenutku, ko imamo visoko oktansko ideološko debato, se jaz primem za denarnico, zaradi tega, ker lahko domnevam, da je v ozadju visoko oktanske ideološke debate v resnici nek interesni dogovor, morda celo sfer, ki se uradno ne marajo, ki na površju zelo divje ideološko diskutirajo, nekje pod gladino imajo pa morda kakšne delitev plena. Delitev plena. Zdaj, ali imamo v tem trenutku kakšno hudo ideološko razpravo, ne vem. V bistvu se samo ena razprava na ravni ideologije vrti, in sicer to je pravzaprav ideologija Kučanovega klana, versus ideologija edine prave demokracije na svetu, se pravi v odboru 2014, ampak v ozadju je tudi deloma ta debata omogočena ali pa lahko sploh je mogoča preprosto zato, ker je predsednik SDS v arestu. Sicer bi bilo verjetno manj, se tako verjetno kakšnega velikega pomena nima, mislim, nima neke masovnosti, nima tudi visokih, mislim, je visoko oktanska, ampak na zelo energetsko nizkem nivoju in tako naprej, ampak če tako pogledamo praktično ideološko, nihče ne diskutira, ampak edina ideologija, ki zdaj velja, je pravzaprav postala ekonomizem. Ekonomizem, kdo bo kaj še poprivatiziral, in tisto, kar je moteče, je to, da se majhen premika vse skupaj v interes tujine oziroma multikorporacij, kaj bojo polastnine ali kaj bodo naredili. Mislim, ko jaz slišim, da dejmo s privatizacijo pohiteti, se potem vedno vprašam, a so tuje korporacije, ki so
povabljene k projektom privatizacije v Sloveniji dejansko zasebne korporacije. Pa vidim, da niso. Ne? Recimo nemški Telekom, ki ima določene interese očitno v Slovenskem Telekomu, je v tretjinski državni lasti. Pa še sami v težavah vse čas. Ja, ne? To nemški Telekom pač, ne, če zganjamo ideologijo privatizacije do logičnega konca, ne, je nemški Telekom tisti, ki mora biti privatiziran, ne, preden lahko trka na vrata slovenskega Telekoma, da bi slovenski Telekom privatiziral. Ne. Mi smo uspešno privatizirali Aerodrom Ljubljana in smo ga privatizirali tako, da smo ga prodali nemški družbi Fraport, ki je v polovični javni lasti, ne, deloma mesta oziroma mestnega holdinga v Frankfurtu, deloma pa dežele, ne, v katero Frankfurt sodi. Ne. Ni privatizacija. Ne, Mene samo to skrbi, da ne bi padla z dežja pod kap. Ne. Ker če bi se otresla starih praks, ki so bile očitno zavržne, očitno neuspešne, očitno koruptne in očitno politično samoreciklirajoče, potem niti ne vidim problema v tem, da se to proda tujcem. Sploh ne. Ampak če bi se pa ta ista logika ponovila zdaj pač na nekem razširjenem ali pa na nekem eksportiranem vzorcu, bi me pa zelo motilo. Ne. Ker potem pa nismo naredili nič in nam bi rasli roge. Ne. A veš, bi bili eni osli. Ne. Ja. Ampak tako, ne, če pa gremo vendarle v drobovje teh slovenskih zgodb pogledati, ne, pa se vprašamo, okay, a se je kaj premaknilo, ne? Dej, samo dejstvo, ne, da dosti intenzivna kriminalistična preiskava vezana na T6 in tudi davčna preiskava vezana na T6 traja že precej več kot leto dni, ne. To je za pozdraviti. To je za pozdraviti, ne vem, če je za pozdraviti, da toliko dolg časa traja. Ampak kakorkoli, da sploh traja, pa upajmo, da bo temeljita, da ne bojo potem take dileme, kot so zdaj v primeru Bineta Kordeža, ne? Ko javnost ne ve točno, kaj naj si misli. Ne? Ampak v redu, še zmeraj je treba držati, ne vem, pač je treba imeti en pozitiven odnos do pravosodja. Karkoli že dela, nekaj dela, ne? Se nekaj dogaja in ne moramo govoriti o nekem krivosodju, ne? Podobne neumnosti. Ne? Motijo me stvari pač na tej ravni, kar sem se že zadnjič pogovarjala, socialnost ali pa javni sektor ali pa javna dobrina ali pa javno dobro versus učinkovitost. Ne? Po eni strani je ideologija učinkovitosti postala ekscesna, med drugim izkoriščajoča, neoliberalno, kako ne rečem, telebanska, ko bi človeku reč ne pušča nobenega dostojanstva, zaposleni postajamo vedno bolj sami že, kako ne rečem, divjat za odstrel in za podobne vaje v slogu v rezervatih, ne, ki si jih ogledujejo, a veš, zamaščeni kapitalisti. Ne. V redu. Ampak to ne pomeni, da v jedru problema versus inertnega socializma, v katerem se je zaredila, če se spomniš 80-ih, 70-ih let, v katerem se je v aparatu zaredila neka trpnost, neka vzvišenost, neka aroganca, a veš, nek napuh in tako, ne. Kad ti nič ni bilo treba delati, vse je trajalo mesece in mesece, nič se ni premaknilo, a veš, in tako naprej. Za česa so ljudje hodili v tujino delati, za česa so hvalili zahodne sisteme. A veš, to je treba držati v nekem dialogu med tem, kar še imamo v spominu in med tem, kar imamo v sedanjosti. Jaz mislim, da kljub temu, da se je treba zauzemati res, ampak res zauzemati za javne vrednote, se je treba zauzemati za javni sektor in to imam osebno za nalogo, da se zauzemam za javni sektor. Ampak absolutno je treba pa v tem javnem sektorju razmišljati tudi o tem, o čemer je roko na srce v prvi Janševi vladi razmišljal Virant, ne, če se spomniš. Ne. Ko je naredil urade zelo učinkovite, ko je naenkrat
dojel, da ni nujno, da se redijo notarji, ampak da lahko notarske posle za 10-kratno nižje cene delajo tudi navadni uradniki oziroma vsakdanji uradniki. Si prišel tja po podpis, dal tistih nekaj evrov, ne pa prej, ko si dal odstotek od posla. Ne vem, se pravi, to je bil odličen ukrep. Drug ukrep, ljudem prijazna uprava, pa e-uprava, pa ne vem, to se pravi, takrat, ko je Gregor Virant prišel s tistimi liberalnimi idejami, so bile izrazito pozitivne. Ne? Izrazito pozitivne. Bile so naravnane na človeka, učinkovitost, na uporabnika in tudi verjamem, da je bil star birokratski aparat nekoliko nejevoljen. Ne? Zdaj smo pa v drugi skrajnosti, ko hočejo pa v bistvu ubiti te ljudi, ki pa vendarle znajo delati, se so pokazali, da znajo delati, se so pokazali, da znajo biti prilagodljivi in učinkoviti in, skratka, jaz mislim, da moramo kalibrirati družbo zdaj pač na ta način, da ni ali pozicija, ampak ali Žerdin. Ampak Janez. Ja, ampak Janez pozicija. Skratka, da gre za pozicijo, da je možno iz družbe narediti fine tuning, se pravi, družbo, ki funkcionira po načelih dostojanstva zaposlenih in seveda dostojanstva konzumentov. Ne? Zakaj ne bi tako razmišljali? Zakaj ne bi bili družba z dodano vrednostjo? Zakaj ne bi imeli nek etičen odnos do svojega posla? Zakaj se ne bi v bistvu sami zavedali, da že to, da smo zaposleni, da nas opredeli do tega, da nekaj tudi naredimo, ne samo to, da prelenarimo. Skratka, ne. To je prava debata, se mi zdi, to je prava smer debate. Ne? In ekscesne oblike omastiti se na tuj račun, kakšne skazuje recimo T6 ali pa tisto, kar je Zidar prej počel. Ne. To je treba, dejansko v velikem slogu odstraniti iz javne prakse, temu nameniti veliko medijsko in siceršno pozornost, si v drobovje pogledati v nadaljevankah, če je treba. Jaz bi delal na televiziji nadaljevanke, s kakšno domišljijo so kradli, s kakšno domišljijo so se šli omrežja. Ti znaš to, ti imaš tisti program. Pajk. Jaz mislim, da je to treba še in še reciklirati, tako kot nam je tedanja komunistična oblast v nadaljevankah nas je pitala z temi zgodbicami o drugi svetovni vojni. Walter brani Sarajevo, pa odpisani, pa tako, skozi so nas tem. Še pomnite tovariši. Zdaj bi bilo pa dobro, če bi imeli v nadaljevankah, to bi bilo zagon gospodarstva, vidiš, bi delali dokumentarne oddaje o slovenskem tajkunstvu. Tajkuni bi bili tako kot Nemci, novinari bi bili kot osvoboditelji, ki so prišli v drobovje ali pa... Ti boš Walter. Skratka, hočem povedati, to se mi zdi zelo smiselno in vsaka čast pač tem preiskovalnim organom, da ne odnehajo, da rinejo naprej. Veš kaj sva mogoče pozabila ob tem omeniti, KPK, Lepa tema, KPK. Mislim, človek ima razlog, da pozab. Ima razlog, da pozab, pa bi se ne smelo pozabiti. Ker točno to je to. Recimo ti imaš danes te preiskovalne organe, ki lepo, kot star klopotec sledijo svojemu poslu in ga upravljajo do konca. Medtem, ko je pa odkar so Klemenčič in njegova ekipa nekako zapustili sceno, se je pa zgodilo tisto, kar sem mi takrat kot dvom postavila. A nekdo hoče, da se o tem več ne govori oziroma da se razvrednoti institucijo monitoringa nad korupcijo. In točno to se je zdaj zgodilo. Ta teden je bil prav lep primer tega. Jaz sem zelo pozorno spremljal tudi govor predsednika Republike ob 10-letnici Komisije za preprečevanje korupcije, kjer me je presenetilo, koliko poudarka je on dajal preventivi. Pravi, preventivna funkcija in tako naprej. Zdaj, beseda preventiva je medicinska metafora. Da preprečiš možnost okužbe. Preprečati možnosti okužbe, pa jejte vitamine, pa zelenjavo, pa sadje, pa vitaminsko kuro, pa pejte se cepati. Jaz mislim, da slovenska družba ni v situaciji, ko bi preventiva zadoščala. So koruptivne reči bistveno bolj maligne in če so maligne, potem preventiva ne zadošča. Ne zadošča zaradi tega, ker je treba kakšna tkiva, če pač spet to metaforo uporabljam, odstraniti na tak ali drugačen način. Seveda, za ta odstranjevanje tkiv
Imamo inštitucije, ki se imenujejo Nacionalni preiskovalni urad, kriminalistično policijo, specializirane tožilske formacije in sodstvo, vendar je tudi angažma Komisije za preprečevanje korupcije, zlasti za tisti del osebja, ki nastopa v javno-politični sferi, nujen, ne? Pravi, Komisija za preprečevanje korupcije morda ne bo znala identificirati podkupovalcev, ne, bo pa v javni sferi, v sferi politične oblasti znala identificirati podkupljene in s proaktivnim, ne pa preventivnim ukrepanjem se bo morala lotevati ali bi se morala lotevati, pa se žal ne več, ker se ukvarja samim sabo. Zdaj smo pa pri vprašanju, komu to korist, da se je to zgodilo. Evo, to sem te hotel vprašati. To sem jaz tebe hotel vprašati. Vprašaj me. Komu to korist? To je zdaj vprašanje za našega predsednika Boruta Pahorja, kateremu sem obljubil, da če bo še enkrat poudarjen kot prejšnjič, ne, da če bo predlagal dobrega kandidata, da bom na Golici nabiral 10 ur narcise. Ne. Ja. Zdaj smo pa dejansko pri dokazih, da je naredil iz te komisije komedijo. Ker kakorkoli obrneš in kakorkoli gospod Štefanec vedno znova uspe prepričati javnost, da vse, kar se je o njemu reklo, ni čisto res, ampak je nekoliko drugače res, kar je res. Ne? Je bolj res, kot se je zdelo, da je res. Ja, je bolj res, kot se je zdelo, da je res, ampak vedno iz tega nastane vtis nekega kokošnjaka, iz katerega se ne more roditi nič pametnega in iznesti kakšnih dobrih jajc. Ne? In pravo vprašanje je naslovljeno zdaj predlagatelju. Dejansko, gospod predsednik, kaj ste razmišljali, kaj ste mislili, ko je cela javnost na vas naslavljala apel, da pod standard, kakršen ga je zagotovila Klemenčičeva komisija, ne smete iti. In vendar ste šli. In ste vedeli, da greste, ste bili upozorjeni, da greste. In če k temu dodava zraven še tvojo ugotovitev, ne, da stalno poudarja preventivnost, kdo pa ga je sploh kaj povprašal, potem se je logično, da preventivnost je pomembna. Ne. Ampak imamo tukaj situacijo, v kateri se treba obnašati tudi kurativno, se treba obnašati stvarno, je treba dajati vrednostne sodbe in konec koncev postavljati tudi družbena stališča. In to, kar ta komisija zdaj počne, je ukvarjanje za samo sabo in se giblje v popolnem umanjkanju izrekanja pravih tem, sodb, namigov, ugotovitev. Skratka, če je prejšnja komisija ljudem dajala občutek varnosti, družbene varnosti, se pravi, da so v območju zelenega, da so v območju tega, kar je prav, ne, da družba diha nekaj, kar je prav, smo zdaj definitivno v območju, ker niti rdeče ni, ampak je neka rumena, v žute štampe. Ne. Mi smo zdaj v območju rumenega tiska na ravni institucij. Ne. Torej, gospod predsednik, kaj ste storili? Ne? In res dobro vprašanje. Kdo ga je k temu primoral? Kaj ga k temu primoralo? Kaj ga je nagnilo k temu, da je izbral rumeno pot za institucijo, ki je izredno simbolno, izredno pomembna? Ne? To se sprašujem. In se zadnjič to vprašala, se danes to sprašuje, odgovora ne bova danes dobila, ampak mogoče je prav, da vedno to vprašanje izpostavlja, da se bo javnost začela spraševati, komu je v interesu, da niža demokratične standarde, da niža standarde pravne države, pravne kulture, družbene kulture in tako naprej. Če odgovor ne more dati, postava vse pravo vprašanje. Končajva z vprašanjem. Tako je.